Iz prejšnjega stoletja obstaja veliko primerov pogrešanih oseb, ki so presegli meje posameznih tragedij in postali trajne skrivnosti, ki niso pustile le družin v iskanju odgovorov, temveč še naprej predstavljajo izziv tudi najboljšim preiskovalcem. Številka 10. Leta 1988 se je Dominique Arduin, ženska s koreninami iz Pariza v Franciji, odločila preseliti na Finsko. Tam je našla zaposlitev kot vodička v finski Laponiji in obdržala dvojno državljanstvo. Po lastni biografiji je imela precej zanimivo življenje. Odraščala je v Alpah, potem ko je že zgodaj ostala sirota. Domnevno so ji diagnosticirali raka, od katerega si je opomogla. Šele veliko kasneje so izvedeli, da je bila ta kratka zgodba izmišljena. Kljub temu, da si je izmislila zgodbo o svoji preteklosti, je bila Dominique še vedno spoštovana oseba, ki se je oklenila enega cilja, ki se ga ni hotela odreči. In ta cilj je postal nepričakovano ozadje njene nenavadne izginotja, ki še danes ostaja nerazrešeno. Dominique je želela postati prva ženska, ki bi sama dosegla geografski severni pol in ga prečila na smučeh. Leta 2001 se je podala na to odpravo in tisto pomlad je dosegla magnetni severni pol. Leta 2003 se je podala proti geografskemu severnemu polu, vendar ni mogla prečkati neusmiljenega terena. Rešili so jo iz zasnežene pokrajine, vendar je ozeblina vzela nekaj prstov na nogi, ki so jih kasneje morali amputirati. Toda Dominique ni obupala in marca 2004, pri 43 letih, se je podala na svoj drugi poskus, da bi postala prva ženska, ki bi sama na smučeh dosegla severni pol. Jenna Baza je bila na severu Finske, kjer je njen dolgoletni prijatelj Tuomo Jantinen delal kot izvršni direktor Finske zveze za aktivnosti na prostem. 5. marca je Dominique zapustila rt Arktičeski v Sibiriji in se odpravila proti geografskemu severnemu polu. Podala se je čez ledeni pokrov. S seboj je vzela napredno komunikacijsko tehnologijo in dovolj hrane za 17 dni. Da bi dosegla svoj cilj, bi morala prečkati zahtevne, zasnežene in neusmiljeno mrzle razmere ter veslati s kajakom med ledenimi ploščami. Vendar pa je dan po začetku svoje poti nenadoma izgubila stik s svojo bazo. Pomanjkanje komunikacije je sprožilo takojšnjo iskalno-reševalno akcijo. Reševalni helikopter pa je krožil nad območjem v upanju, da bo našel kakršnokoli sled o njej. Čeprav Dominique niso našli, so reševalci našli drugega popotnika, Frederika Šimarda Bedeta, ki je izginil dan prej na ločeni odpravi. V naslednjih dneh so se ekipe vračale na pot, za katero so verjeli, da jo je ubrala Dominique, vendar so ostali praznih rok. Iskalna prizadevanja so bila do konca tega meseca opuščena. Po njenem izginotju so prijatelji in sodelavci ugotovili, da njena zgodba o alpskem poreklu ni resnična, ter uspeli izslediti njeno sestro in strica. Po besedah družinskih članov je Dominique že prej izginila, vendar niso pojasnili v kakšnih okoliščinah. Ti sorodniki verjamejo, da je še vedno živa in da morda živi drugje. Dominicov stric je bil citiran, da bi lahko začela novo življenje, morda celo v Rusiji. Ni znano, kaj je takrat 43-letnica nosila ob svojem izginotju, vendar jo je mogoče zlahka prepoznati po manjkajočih prstih na nogah, ki so jih amputirali zaradi ozeblin. Ima modre oči, ob času izginotja pa je imela kratko pristrižene svetle lase. Informacije o njej lahko sporočite na najbližjo lokalno policijsko postajo ali na šerifov urad. Številka 9. Vpletenost Kirka von Ackermana, vojaške in obveščevalne službe, se zdi, da se je začela v 90. letih, ko je služil kot lingvist za ruščino v vojski Združenih držav Amerike. Bil je tudi obveščevalni častnik v ameriških letalskih silah, kjer je prevzel vlogo namestnika direktorja obveščevalne službe za NATO na Kosovu. Kirk bi postal odlikovan pripadnik zaradi svojega sodelovanja v operacijah na sovražnem ozemlju. Med eno od svojih službenih misij bi bil 37-letni Kirk leta 2003 prijavljen kot pogrešan. Bil je oktober, Kirk, pogodbenik za ministrstvo za obrambo, pa je bil zaposlen pri podjetju Untra Services s sedežem v Istanbulu v Turčiji. Poslali so ga v Tikrit v Iraku kot del operacije Iraška svoboda, pomanjkljivega načrta, ki so ga pestile številne težave. Nekatere težave, prisotne v tem projektu, so vključevale politično vmešavanje, nerealna pričakovanja in resno pomanjkanje vojakov. Kirk je naveden kot pogrešan od 9. oktobra 2003, ko so njegovo vozilo našli zapuščeno na cesti med Kirkukom in Tikritom.
Nekaj trenutkov pred odkritjem avtomobila je Kirk poklical svojega sodelavca, Ryana Manelika, in mu razložil, da ima prazno pnevmatiko in potrebuje dvigalko. Ko je prispel na kraj, da bi mu pomagal, Kirka ni bilo nikjer. V njegovem zapuščenem avtomobilu je bila vsa njegova oprema, vključno s satelitskim telefonom, računalnikom in aktoko, pa tudi nenadzorovanih $40,000 v gotovini. Glavna enota za preiskovanje goljufij pri nabavi pri USA CIDC je preiskovala primer Kirkovega izginotja, pa tudi nesrečen incident, v katerega je bil vpleten Manelik, ki se je zgodil le 2 meseca prej. Po besedah Manelikovega očeta je prejel elektronsko sporočilo od svojega sina, ki je to nakazovalo. Sumil je, da so njegovi sodelavci pri Ultra Services, katerih spletna stran je trdila, da so s Pentagonom opravili posle v vrednosti $14 milijonov, morda vpleteni v nekatere goljufive dejavnosti z uradniki za pogodbe ameriške vojske. Elektronsko sporočilo, ki ga je napisal Manelik, je nakazovalo, da ga je strah za svoje življenje, vendar ni povedal zakaj. Ciri morda ni mogel potrditi, ali je Kirk doživel nesrečno usodo, ob predpostavki, da je bil žrtev neuspelega poskusa ugrabitve, ki je bil lahko, ali pa tudi ne, povezan z Manelikovim primerom. Poleg tega preiskovalci niso razkrili nobenih dodatnih informacij, saj gre za odmeven primer, ki je še vedno v teku. Kirk je bil od začetka operacije Puščavski vihar naveden kot eden izmed 5 pogrešanih moških med pogodbeniki Ministrstva za obrambo. Njegovo izginotje ostaja vir polemik. Opisan je bil kot bel moški iz Moss Beacha v Kaliforniji. Za njim so ostali žena in 3 otroci. Bil je vodja podjetja Seabell Systems v San Mateu v Kaliforniji. Preiskava njegovega izginotja še vedno poteka, informacije o njem pa je treba posredovati najbližji policijski postaji ali uradu FBI. Številka 8. Med svojimi brati in sestrami stoji Immaculate Mary Basil, domorodna Kanadčanka, rojena Patriciji in Samuelu. Ima 3 brate, med njimi Nika, Petra in Travisa, ter 3 sestre, Kristal, Ido in Samantha. Po besedah njenih bližnjih je bila Immaculate, ki so jo pogosto klicali Mackie, bližje s svojima mlajšima sestrama, Crystal in Ido, ki sta jo opisali kot skrbno osebo. Pomagala bi na kakršenkoli način, če bi jo kdo prosil za pomoč. Mackie se je rodila 8. decembra 1985, na dan rimsko-katoliškega praznika brezmadežnega spočetja, za katerega menijo, da je vplival na njeno ime. Odraščala je v rejniškem sistemu skupaj s svojima mlajšima sestrama, kar je prispevalo k njihovi nerazdružljivi vezi. Njeni bližnji so jo opisovali kot introvertirano osebo. Redko je hodila na zabave, ni pila alkohola ali uživala rekreativnih drog. Raje je bila doma, čistila, okraševala ali bila na spletu in preživljala čas s svojim malim sinom. Prav zaradi te introvertiranosti in previdne osebnosti je bila njena družina zmedena, ko so izvedeli, da je leta 2013 sama odšla na zabavo. Dogodek, ki je postal nepričakovano ozadje njene izginotja. Bilo je 13. junija, ko je Mackie zapustila svoj dom in se odpravila v Tachi Reserve na hišno zabavo. Ni javno znano, kdo vse je bil tistega večera na srečanju, javno pa sta bili imenovani le 2 osebi. Eden od teh oseb je bil Keith, bratranec Mackie, s katerim se je srečala tisto noč. Po poročanju so ju videli 3 v družbi moškega po imenu Viktor, ki ga je družina prav tako poznala. Okoli polnoči 14. junija Mackie zapusti zabavo skupaj z Viktorjem in Keithom, ter se odpravi v kočo blizu kuje, da bi prinesli nekaj rdeče pločevine. Skupaj so se peljali v belem in modrem tovornjaku in prav med to vožnjo so neznane okoliščine privedle do nerazrešenega izginotja Immaculate Basil. To je bil zadnjič, da jo je kdo videl ali slišal. Domnevno so Viktorja videli v Tachiju 10 ur kasneje, njegova oblačila pa so bila premočena do prsi. Isti dan se Mackie ni odzvala na telefonske klice svoje zaskrbljene sestre. In 3 dni kasneje je družina po več klicih različnim ljudem, ki so jo poznali, prijavila pogrešano mate enemu otroku pri RCMP. Med preiskovanjem primera sta RCMP zaslišala Keitha in Viktorja, ki sta trdila, da sta med vožnjo po cesti Leo Creek Forest Service Road doživela nesreča. Zgodbo so potrdili z najdbo delov tovornjaka, ki so jih našli v bližini drevesa na tem območju. Trdila sta, da se je Mackie po dogodku ločil od njiju. Oba moška sta bila podvržena poligrafu in forenzični analizi. Nič sumljivega niso našli in oba sta sodelovala. Kanadska kraljeva, konjeniška policija, je začela iskalno akcijo en teden potem, ko je bila ženska prijavljena kot pogrešana. Preiskovali so po tleh in iz zraka ter uporabili sledilne pse, vendar niso našli ničesar.
V času, ko je izginila, je Immaculate nosila sive pajkice, bele čevlje in črno kapucarico s podobo javorjevega lista na sprednji strani. S seboj je vzela temnomoder iPod Shuffle in bele slušalke. Noben od teh predmetov ni bil najden na območju, kjer naj bi izginila. Ko se je novica o primeru razširila, je več ljudi stopilo naprej in trdilo, da so jo videli. Immaculata je izginila na območju, ki velja za del avtoceste SOS. Njen primer je sledil izginotju njene sestrične, Bonnie Marie Joseph, ki je na enak način izginila nekaj let prej. Immaculata je opisana kot oseba s srednje dolgimi črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je 165 cm in tehta približno 55 kg. Informacije v zvezi z njenim izginotjem ali tem, kje se trenutno nahaja, lahko posredujete postaji kanadske kraljeve konjeniške policije v Fort St. Jamesu na 50-996-8269. Številka 7. Todd Tran Harriman je imel res izjemno življenje. Njene korenine segajo v Vietnam, kjer se je rodila februarja 1944. Odraščala je v južnem delu države, kjer je bila vzgojena v mestu Tai Ninh, ki leži zunaj Saigona. Njen dom je stal na bregovih reke Saigon, prizor, ki je kasneje v življenju vzbudil naklonjenost do življenja ob vodi. Ko je bila stara 22 let, je rodila svojega prvega sina, Mina. Kasneje istega leta je zaradi vietnamske vojne izgubila moža. 2 leti kasneje, leta 1968, pa je spoznala ameriškega vojaka Clintona Harrimana, častnika ameriške trgovske mornarice. Clinton in Todd sta se zaljubila na prvi pogled in se poročila v tradicionalni vietnamski ceremoniji. Skupaj sta zgradila hišo na podeželju Tai Nina, kjer sta imela hčerko po imenu Tu Hong. Zaradi divjajoče vojne pa sta morala zakonca pripraviti načrt, kako deklico spraviti na varno, saj bi njeno pol vietnamsko in pol ameriško poreklo pomenilo, da bi bila tarča. Ta trud je zato družino selil z enega kraja na drugega, vključno s skalnatimi plažami Casco Baya v Mainu in plitvinami Mehiškega zaliva. S tem so ohranjali način življenja ob vodi, kjer so živeli pisano in srečno življenje. Tot je prostovoljno delala v begunskih bolnišnicah kot vietnamska prevajalka. Dobro je zaslužila in celo razmišljala o nakupu dodatnih nepremičnin v Teksasu, v upanju, da bo postala najemodajalka in se zbližala svojim zdaj odraslim sinom in vnuki. Dom, ki si ga je morebiti ogledovala, bi znova omogočil čudovit razgled na ocean. Bila je navdušena nad selitvijo na kraj, kjer bi se lahko ponovno povezala s svojo družino in se je veselila ustvarjanja novih poznanstev. Sanjala je o tem, da bi svoje vnuke naučila loviti ribe in bi našla način, kako prispevati vietnamski skupnosti v svojem novem mestu. Toda tot te priložnosti nikoli ne bi dobila. Bilo je poletje leta 2001, ko je 57-letna Tar začrtala pot med Lake Cityjem, kjer je obiskovala svojega sina, in Corpus Christijem v Teksasu, kjer je iskala nepremičnino za nakup. Njen načrt je bil, da se odpravi po slikoviti poti po cesti 35 v iskanju morebitnih domov. Iz sinovega doma je odšla okoli 5 ure zjutraj 12. julija 2001 s svojim Lincoln Continentalom iz leta 1995 Rose Quartz s posebno floridsko registrsko tablico TOTSI. Avto je imel na zadnjem odbijaču majhno kvadratno nalepko z napisom PGC, na sprednjem delu pa emblem mornariških silov. Okoli 8:30 tistega jutra, 3 ure in pol po njenem odhodu, je ena od Totinih prijateljic poskušala poklicati njeno mobilno številko. Telefon je zazvonil 4-krat, preden je bil preusmerjen na glasovno pošto, kar je nakazovalo, da je bila naprava vklopljena. Ob 10:30 je prijateljica ponovno poskušala poklicati Totovo, a je tokrat klic takoj preusmerilo na glasovno pošto, kar je pomenilo, da je bila naprava zdaj izklopljena. Do tistega večera, ko še vedno niso prejeli nobenih novic od Tote, so se njena družina in prijatelji začeli resno vznemirjati. Njen sin je na koncu poklical kraj, kjer je njegova mama nameravala prenočiti tisto noč, vendar se je izkazalo, da Tot tja nikoli ni prispela. Naslednji dan je bila ženska prijavljena kot pogrešana na lokalni policijski postaji. Obsežna iskanja so bila nato izvedena med Lake Cityjem in Corpus Christijem, vendar ta prizadevanja niso prinesla nobenih sledi o izginotju Todd. Tudi Lincoln nikoli ni bil najden in ostaja prav tako skrivnostno pogrešan kot Todd. V zvezi z izginotjem so se skozi leta pojavili le drobci informacij, vendar nobena od teh sledi ni prinesla rezultatov. Bilo je več nepotrjenih opažanj Tota med Teksasom in Florido. Priče so prav tako poročale, da so jo videle z neidentificiranim Afroameričanom. Opisan je kot suh in naj bi bil v svojih 20 letih v tistem času.
Videli so ga, kako se je vozil po območju Houstona na dan, ko je Todd izginila in je naveden kot možni osumljenec v primeru. Po navedbah policijske uprave League City sumijo na kaznivo dejanje. Todd Tran Harriman je Azteka s črnimi lasmi, ki sivijo in rjavimi očmi. Je vietnamskega porekla in ima brazgotine na trebuhu. Ena je posledica carskega reza, druga pa histerektomije. Znano je tudi, da nosi očala. V času izginotja je nosila 7 zlatih zapestnic na levem zapestju, obesek z diamantom, majico, kratke hlače in sandale. Informacije o zvezi z njenim izginotjem lahko posredujete policiji League City na številko 281 332 2566. Številka 6. O ozadju in osebnem življenju Chastity Reed ni veliko javno znanega. Rojena je bila 22. avgusta 1978 in je leta 2002 živela v Little Rocku v Arkansas. Je zelo ljubljena članica svoje družine in je bila blizu s svojimi bratranci in sestričnami. Prijatelji in družina so jo včasih klicali po vzdevku Putin. Prav tako naj bi imela zdravstvene težave, čeprav ni bilo natančno določeno, za kakšno stanje gre. Zgodba Chastity Reed se začne 26. oktobra 2002, ko je iz Greenwooda v Mississippiju poklicala družinskega člana. Svojega sorodnika je obvestila, da je v Greenwoodu in da namerava potovati v Scubo v Mississippiju. Prav tako je omenila, da se bo morda ustavila v Meridanu, ki je na poti do Scube. Chastity Reed bi tam obiskala nekatere svoje bratrance, vendar se po tem telefonskem klicu zdi, da je nihče več ni videl ali slišal. 24-letnica je potovala v turkiznem Ford Contourju iz leta 1998 s 4 vrati, ko je izginila. Ni jasno, ali je sploh prispela do hiše svojega bratranca, kar otežuje zožanje območja iskanja. Ali je izginila med Greenwoodom in Meridianom, ali pa med Meridianom in Scubo. Morda je izginila tudi na poti nazaj domov v Little Rock. Nihče v nobenem od teh območij ni imel stika z njo, prav tako ni bilo nobenih morebitnih opažanj, časiti ali njenega avtomobila. Oblasti so preiskale splošno območje in pot, za katero verjamejo, da jo je mlada ženska ubrala, vendar nimajo nobenih sledi o njeni lokaciji. Njenega vozila, ki ima registrske tablice Arkansas, od dneva njenega izginotja niso videli. Njen primer ostaja nerešen in vodi se kot pogrešana in ogrožena oseba. V njenem primeru izginotja niso bili imenovani nobeni osumljenci, prav tako do leta 2026 niso poročali o nobenih opažanjih ali sledovih. Chastity bi bila zdaj stara 47 let. Znano je, da ima zdravstveno težavo in da uporablja svoj vzdevek Putin kot priimek. Opisana je kot afroameričanka s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visoka je približno 170 cm in tehta okoli 145 kg. Obe ušesi ima peluknjani, ob izginotju pa je nosila zelene raztegljive hlače in belo majico. Preiskovalni organ je šerifov urad okrožja Kemper, dosegljivi pa so na številki 601 753 2255. Številka 5, Hatis Trubahulu, se je rodila v Turčiji leta 1977 in se leta 1993 svojo družino preselila v Kanado. Poročila se je pri mladih letih, vendar se je ta zakon kmalu razpadel. Čez nekaj let se je ponovno poročila, vendar tudi ta zakon ni dolgo trajal. Toda nobena od teh propadlih zvez je ni ustavila pri iskanju ljubezni. Leta 2008 je na božični zabavi spoznala 29-letnega Riza Chosa, v katerega se je tisti dan zaljubila. Hitro sta se zapletla v romantično razmerje, v naslednjih mesecih pa je Hatis večkrat odpotovala v New York, kjer je živel Rizzo. Ko sta bila zaročena, je bil Rizzo, kot se je izkazalo, poročen z Američanko po imenu Winsome Angela Perez, vendar so Hatis povedali, da sta v postopku ločitve. Ali je to res ali ne, ni jasno. Naslednje leto, leta 2009, bi 32-letnica izginila, ko je odšla v New York obiskat svojega fanta, s katerim je bila v zvezi nadaljavo, ki je bil prvotno iz Turčije. Hatis je 13. junija zapustila dom svoje družine v Torontu v Kanadi, z namenom, da se sreča z Rizzo in z njim preživi nekaj dni. Nazadnje so jo videli v njenem rjavem Toyotinem Corolli iz leta 2007, ko se je vozila po ulici Bloor Street West in Lansdowne Avenue v Torontu. Nikoli se ni vrnila v Kanado in od takrat o njej ni bilo več slišati. Nekaj dni po njenem odhodu, 21. junija, so na mednarodnem letališču John F. Kennedy v New Yorku prijavili zapuščeno vozilo. Avto je bil Toyota Corolla z registrsko tablico iz Ontaria.
Avto je pripadal pogrešani ženski in ko so jo prijavili kot pogrešano, so organi pregona takoj začeli preiskovati primer. Preverili so bančne račune, zapise v mobilnem telefonu in Facebook, vendar nič od tega ni bilo aktivno, odkar je izginila. Ugotovili so tudi, da je bila na njeno ime kupljena letalska karta za Turčijo na isti dan, ko so njeno vozilo našli na letališču. Vendar pogrešana ženska ni nikoli se vkrcala na ta ali katerikoli drug let. Prav tako ni bilo nobenega zapisa o njenem vstopu v Turčijo. Risa, turška priseljenka, ki je delala kot varilka v jeklarni na Long Islandu, je Združene države zapustila kmalu po njenem izginotju 30. julija. Odpravil se je v svojo domovino z enosmerno vozovnico. Njegova žena Angela je izginila ob istem času. Nenavadno je, da so Angelino vozilo prav tako našli zapuščeno na istem letališču kot Hatisovo, 4 mesece potem, ko je njen mož odšel v Turčijo. Kasneje so jo našli v nesrečnih okoliščinah, zaradi katerih je policija razglasila Risa Hosso za osebo zanimivo za policijo, v zvezi z njenim izginotjem, pa tudi izginotjem Hatisa, pri čemer močno sumijo kaznivo dejanje. Vendar je potencialni osumljenec zdaj preminil. Preiskovalci ne verjamejo, da je Hattis kdaj zapustila New York, vendar močno primanjkuje namigov o tem, kje bi lahko končala. Njeno izginotje ostaja nerazrešeno, razglašena pa je bila za pogrešano in ogroženo osebo. Opisana je kot belka s črnimi lasmi do ramen in rjavimi očmi. Visoka je 155 cm in tehta približno 59 kg. Pravijo, da ima majhno brazgotino na levem licu, nazadnje pa so jo videli oblečeno v bele hlače, belo srajco in črne visoke pete. Informacije v zvezi z izginotjem Hattisa lahko posredujete enoti za pogrešane osebe policije v Torontu na številko 41 680 87111. Namige lahko delite tudi na spletu na 222tips.com ali na Facebook strani policije v Torontu. Številka 4. Uboga sva. Njen primer je eden izmed mnogih izginotij, za katere žal primanjkuje informacij, zaradi česar je primer obstal na mrtvi točki. In preiskovalce sili, da se zanašajo le na pomoč javnosti, ki pa je odvisna od razpoložljivih informacij. V njenem primeru so navedene le osnovne informacije. O njenem ozadju, odraščanju, koreninah ali osebnem življenju ni znanega veliko. Javnosti je bil posredovan osnovni opis videza pogrešane ženske in osnovna časovnica dogodkov, ki so privedli do njenega izginotja. Pomanjkanje informacij pa ne izniči dejstva, da je pogrešana oseba, katere primer bi moral biti obravnavan. Bilo je 12. marca 2002, ko je bila Poor, ki je bila takrat stara 22 let, nazadnje videna v Minneapolisu v Minnesoti. Ni jasno, v kakšnih okoliščinah je bila na tem območju ali je tam prebivala, vendar je prav od tu izginila in od takrat je nihče ni več videl ali slišal za njo. En teden potem, ko je bila prijavljena kot pogrešana, so njeno vozilo, za katerega ni opisa, našli zapuščeno. Ni bilo objavljeno, kje ali kako je bilo vozilo najdeno, vendar pogrešane ženske ni bilo v njem ali v njegovi bližini. Odkritje vozila je točka, kjer se časovnica njenega primera konča. Policijska uprava Brooklyn Center pa še naprej preiskuje in se zanaša izključno na sledi. Preiskovalci ne morejo z gotovostjo povedati, kaj je nosila, ko je izginila, vendar bi bila zdaj stara 46 let in pogrešana že 24 let. Opisana je bila kot Azijka s črnimi lasmi in rjavimi očmi v času njenega izginotja. Biva je visoka med 145 in 150 cm, tehtala je med 50 in 54 kg in naj bi imela modro črtalo za oči, tetovirano na spodnjih vekah. Lasje so bili nekoliko daljši od dolžine do ramen v času izginotja. Informacije o njenem izginotju in morebitni lokaciji lahko posredujete policiji v Brooklyn centru na številko 763 569 3333. Številka 3. Navdušen ljubitelj narave, izkušen pohodnik, upokojeni general-major letalskih sil. To so nazivi, ki povzemajo življenje Williama Neila McAslina, astronautskega inženirja in nekdanjega poveljnika raziskovalnega laboratorija letalskih sil. Med svojo vojaško kariero je bil William leta 2007 dodeljen na Pentagon, ker je vodil oddelek za vesoljske nabave v uradu pod sekretarjem letalskih sil. Leta 2009 je bil imenovan za direktorja posebnih programov v uradu za nabave, tehnologijo in logistiko na obrambnem ministrstvu. Na tem položaju je imel popoln vpogled v najbolj občutljive ameriške informacije, vključno z znanjem, programi in nerazkritimi zmogljivostmi.
Za svoje zasluge ima William več odlikovanj in nagrad, vključno z bronasto zvezdo za službo, več hrastovimi lističi, trakom za odlično streljanje z osebnim strelnim orožjem in skupno nagrado za zaslužno enoto. Po svoji vojaški karieri je William začel delati pri Applied Technology Associates kot direktor za tehnologijo. Njegovo delovno mesto se nahaja v Albuquerqueju v Novi Mehiki, kjer tudi prebiva. William je izginil v začetku letošnjega leta in je naveden kot eden izmed 11 znanstvenikov, ki so nepojasnjeno izginili od sredine leta 2024. Vsaka od teh pogrešanih oseb ima visoko stopnjo varnostnega dovoljenja, zaradi česar so njihova izginotja še posebej zaskrbljujoča. Po uradnih poročilih je 68-letnik 27. februarja 2026 zjutraj odšel iz svojega doma v Albuquerqueju in za seboj pustil več svojih osebnih stvari, vključno z očali na recept, nosljivimi napravami in mobilnim telefonom. Od takrat ga nihče ni videl ali slišal. Isti dan je šerifov urad okrožja Bernalillo v Novi Mehiki izdal opozorilo Silver Alert za Williama. Poročila kažejo, da ni znano, kam je bil namenjen ali kaj je imel oblečeno ob odhodu. Ob preiskavi doma so preiskovalci opazili, da manjka nekaj predmetov, vključno s pohodniškimi čevlji, rdečim nahrbtenikom, denarnico, pa tudi revolver kalibra 0,38 in njegovo usnjeno koburo. Nato so začeli iskalno akcijo v okolici, njegov dom pa so obdajale pečine in kanjon, ki so jih temeljito preiskali s helikopterji, opremljenimi z infrardečimi kamerami. Ekipe so po noči lebdele nad območjem, v upanju, da bi njihova tehnologija zaznala toplotni podpis. Toplo spomladansko vreme pa je teren spremenilo v oviro. Cela gora je žarela od toplote, zaradi česar je bilo težko razlikovati med toploto skal in toploto človeškega telesa. Kljub vsem naporom niso našli nobene sledi o Williamu. 8 dni kasneje so preiskovalci v bližini hiše, iz katere naj bi William izginil, našli siv pulover ameriškega vojnega letalstva, vendar njegova družina še ni potrdila, ali je bil njegov. Na podlagi dosedanje preiskave uradniki ne morejo povedati, zakaj se je odločil zapustiti svoje prebivališče, ali je bil vpleten še kdo. Pregledali so tudi več ur posnetkov varnostnih kamer, vendar se je tudi to izkazalo za neuporabno. Uradni zapisi v zvezi z izginotjem Williama kažejo, da je doživljal duševno zmedenost in da je imel nepojasnjeno zdravstveno stanje. Zaradi tega se je omaknil iz več skupin, večinoma znanstveno usmerjenih. Kljub morebitnemu upadu kognitivnih sposobnosti so Williama opisovali kot najbolj inteligentno osebo v prostoru, ki je bila tudi zelo sposobna. Njegovo izginotje je nedvomno nenavadno zanj. Od aprila letos so ta izginotja pod preiskavo Bele hiše, kot del obsežne preiskave dogodkov povezanih z izginotjem oseb z visokim varnostnim dovoljenjem, od katerih je večina še vedno nerešenih. Zaradi zdravstvenih težav, organi pregona pravijo, da so zaskrbljeni za njegovo varnost. William McCaslin je bil nazadnje viden na območju Quail Run okoli 11 ure dopoldne 27. februarja, ko se je odpravil v neznano smer. 68-letnika so opisali kot belca z modrimi očmi in belo-sivimi lasmi. Visok je 180 cm in tehta približno 73 kg. Znano je tudi, da nosi očala z dioptrijo. Informacije o tem, kje je in o okoliščinah tega primera, lahko posredujete enoti za pogrešane osebe na številko 1505 468 7070. Številka 2. Mary Denise Lance se je rodila septembra 1964. Do leta 2004 je imela 2 odrasla otroka in je živela v Marshallu v Michiganu s svojo družino. Isto leto so se njeni starši odselili in preselili v Kalifornijo. Njena mati, Anita, je želela, da bi se njena hči preselila z njimi na zahod, vendar si je ona želela ostati v Michiganu, saj se je pripravljala, da bo postala babica. 39-letnica je živela v stanovanju na Arm Street okoli številke 1200 v Marshallu. Tam je živela s svojim zaročencem, Christopherjem Lukem Prado. Le 2 dni potem, ko so se njeni starši preselili v Kalifornijo, je Mary izginila iz svojega doma po prepiru s Christopherjem. Nazadnje so jo videli med 10 in pol 11 zvečer 12. marca 2004. Po besedah njenega zaročenca mu je povedala, da gre na sprehod in jo opazoval, ko se je odpravila proti nadstrešku za avtomobile v njihovem kompleksu. Nato je izginila v temo. Mary se tisti večer ni vrnila domov in od takrat je nihče ni videl ali slišal zanjo. 2 dni potem, ko so jo nazadnje videli, je Christopher poklical družino svoje zaročenke v Kaliforniji in jih vprašal, ali je odšla tja.
Klic je bil nedvomno zaskrbljujoč za družino, ki Mary ni videla, odkar so zapustili Michigan. Obvestilo je spodbudilo brat pogrešane ženske, da je stopil v stik s policijsko upravo v Marshallu in prijavil njeno izginotje. Organi pregona so takoj začeli preiskavo, ki jih je pripeljala do skupnega stanovanja Mary. Tukaj so ugotovili, da je ob odhodu pustila ključe, mobilni telefon, zaročni prstan, oblačila in svoj Dodge Durango. Od doma pa je manjkala njena bela mrežasta torbica, za katero Christopher trdi, da jo je tistega večera vzela s seboj. Na nobenem od Marijinih računov od tiste noči ni bilo nobene aktivnosti. Preiskovalci so pregledali več ur varnostnih posnetkov, pri čemer je ena kamera v trgovini Marshall Party posnela Marijo okoli 18:30. 12. marca, nekaj ur pred izginotjem. Družina je kasneje najela zasebnega preiskovalca, ki je ugotovil, da je Marija šla v trgovino z opremo za zabave, preden se je srečala s svojo zaročenko v bližnjem salonu. Domnevno so priče slišale, da sta se par prepirala, nato pa sta oba kmalu zatem odšla. Domnevno se je tisto noč dogovorila, da se sreča s prijateljico, vendar je, ko je ta prijateljica prišla po njo, Krištof vztrajal, da Marija ni več na voljo. Policija je uporabila kinološke enote, ki so uspele slediti vonju do bližnjega hotela. Toda razen tega niso našli ničesar. Krištof je prenehal komunicirati s policijo. Po izginotju njegove zaročenke pa je bil obsojen zaradi več kaznivih dejanj, ki niso bila povezana z njenim primerom. Pogojno je bil izpuščen leta 2023, potem ko je odslužil le 6 let zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, nezakonitega pridržanja in poseganja v komunikacijsko napravo. V primeru je bil označen kot oseba v interesu preiskave, vendar v uradnih poročilih ni bil naveden kot osumljenec. Sumijo, da je pri izginotju Mary Lance šlo za kaznivo dejanje, saj še vedno ni najdena. Označena je kot pogrešana in ogrožena, njen primer pa ostaja nerešen. 39-letna ženska je imela rjave lase in rjave oči. Bila je visoka 168 cm in tehtala približno 73 kg. Imela je prebodena ušesa in popek. Na levi roki ima značilno brazgotino, ki je posledica cepljenja proti otroški paralizi in naj bi nosila rjave očala za branje. Njena desna ušesna mečica je raztrgana, nazadnje pa so jo videli v modri bolnišnični bluzi z motivom medvedka ali spuži kvadratnika, temno-modrih hlačah, supergah brez vezalk, rjavi jakni in z belo mrežasto torbico. Informacije o tem, kje se nahaja, lahko posredujete policiji v Marshallu na številko 269 781 2596. Številka 1. Craig Steve Kenner se je rodil 9. maja 1961. Leta 2004 pa je bil poročen in je živel v Missouriju. Poleg tega o njegovi preteklosti in osebni zgodovini ni znanega veliko. Naslednji dokumentirani dogodki pa so njegovo nenadno izginotje, ki je družino pustilo strto v iskanju ljubljene osebe. Bilo je 3. marca 2004, ko se je 42-letni odpravil na del ulice Fremont pri številkah v 700 v Washingtonu, Missouri, da bi obiskal svojo mamo. Po nekaj urah obiska je Craig zapustil materino hišo in ji povedal, da se bo za zabavo skočil v reko. Poklical je svojo ženo in ji povedal isto. Reka, na katero se je skliceval, je bila reka Missouri, ki se nahaja približno pol milje severovzhodno od ulice Fremont. Craig je pustil vse svoje osebne stvari pri svoji materi in odšel, vendar ni znano, ali je dejansko prišel do reke ali če je sploh nameraval iti tja. Od takrat ga nihče ni videl ali slišal zanj. Ko se tisti večer ni vrnil domov, so ga takoj prijavili kot pogrešanega policijski upravi v Washingtonu. Ko so ugotovili, da je pogrešani moški morda v nevarnosti, so takoj začeli iskalno-reševalno akcijo, vendar oblasti niso našle nobene sledi za njim. Okoliščine njegovega izginotja so nejasne, Craigova lokacija pa ostaja neznana. Organi pregona so ga v takrat označili kot ogroženega in pogrešanega, njegov primer pa ostaja nerešen. Kljub pozivom javnosti za kakršnekoli informacije, ki bi lahko pomagale v tem primeru, se ni pojavila nobena sled, družina pa je zaradi te preizkušnje ostala strta. Craig Kenner je bil opisan kot oseba z rjavimi lasmi in modrimi očmi. Visok je 165 cm in tehta približno 61 kg. Ima tetovaže na desnem zapestju, desni rami in na več drugih delih telesa. Po besedah pogrešančeve matere so ga nazadnje videli oblečenega v modre kavbojke, turkizni pulover in svetlo rjav klobuk. Informacije o tem, kje lahko posredujete policijski upravi v Washingtonu na številko 6360 930 1057. Najlepša hvala vsem za ogled.
Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.